Pozdravljeni v prostorih Mariborske knjižnice, natančneje čitalnice, kjer smo obdani s knjigami. Za prav posebno priložnost se bomo danes predstavili knjigo Vasje Jagra z naslovom Cajhen, ki je izšla pri založbi Litera. Za začetek morda, da predstavim Vasjo. Vasja je novinar Mladine, kolumnist revije Zarja Jana in sedaj tudi avtor že svoje druge knjige, ki je ob enem tudi moj partner, zato med nama ni mogoče ravno več kot 2 metra prostora, ne nosiva mask, ampak to je zgolj zato, ker živiva skupaj in si lahko jemljeva to pravico. Pozdravljen, Vasja. Pozdravljena, Maja. Torej, kot sem že omenila, danes bova govorila o ne vsakdanjih zadevah, ampak o posebni zadevi, torej temu, da si napisal knjigo. Zdaj je že nekaj tednov minilo od njenega izida. Bi pa morda začela s tem, da v bistvu odkar te poznam, torej že kar nekaj let, si želel napisati knjigo. To si mi tudi povedal na enem od najinih prvih srečanj, kar nakazuje na to, kako močna je bila ta želja. In vem tudi to, da to ni bila že odločitev, napisal bom točno to knjigo o tem liku, ki jo beremo lahko sedaj. Zato me zanima, zakaj med vsemi zgodbami, idejami, ki si jih imel, si izbral zgodbo Marjana Šketa, kot se imenuje glavni lik. Meni je res čudna ta situacija. Mislim, bom odgovoril na tvoje vprašanje, ne, ampak rad bi ta let razbil, ker midva smo si običajno dosti bliže, ko na 2 metrih, ne, včasih celo zelo blizu. Meni je na nek način smešno sedeti v tej vlogi, tebi je smešno sedeti v tej vlogi, ker imam po drugi strani jaz glede te knjige ogromno vprašanj za tebe, ne. Ker brez tebe te knjige ne bi bilo in me poznaš do obisti in poznaš tudi to knjigo do obisti. Zakaj? Z tega ti res nisem razlagal, zakaj sem si Šketa izbral, ne. Pri tej knjigi sem jaz skušal združiti neko svojo perspektivo iz novinarstva z izročilom svojega lokalnega okolja. Se pravi, pisal sem o stvareh, ki jih poznam. Preprosto zato. In inspiracijo za zgodbo sem dobil že kakih 10 let nazaj, ob enem dogodku v parlamentu, ko sem imel, in takrat sem imel tudi več bližnjih srečanj z ljudmi tega tipa, z tajkuni, in sem nekako začutil, da je to tako močan kontrast življenju, ki ga jaz živim, ki ga midva živima, tudi nenazadnje, ne, kot pripadnika nekega srednjega sloja, ki se ukvarjava z plenicami in položnicami, ne, in takimi profanostmi, da je to tak velik kontrast, da bi se želel poglobiti v njega in ga izpovedati enkrat, no. Sem v redu povedal? Ja. Si zadovoljna? In ravno zato, ker je kontrast, ne, znano je, da si novinar Mladine, pišeš kolumne za Zarjo Jano, ti preklopi verjetno niso bili enostavni, ne. Kako si se vživel v Marjana Šketa, da si pač prišel v to stanje in se odklopil od drugih vrst besedil in tudi od v bistvu vloge očeta in partnerja? Glej, saj veš, da saj se samo spomniš, v kakrem stanju sem bil, ko sem mogel ubiti enega od likov, ko je en od likov umrl. Kakšen sem takrat hodil po hiši? Ja, zelo težko je bilo sobivati s tabo, ne. Je bilo, ne? Ja. Jaz sem se takrat do te mere vživel v tega lika in v to pisanje, da je bilo meni, kot da je nekdo meni umrl. In jaz sem bil takrat, si me moglo tolažiti dejansko, ne. Tako da na nek način je bilo to za mene tudi terapevtsko pisanje, ker sem izpovedal neke stvari tudi iz svojega okolja, iz svoje družine mogoče. In so bile te emocije na momente tako močne, da so me res preplavile, kar je bilo na nek način breme, na nek način je bil pa dobrodošel pobeg od teh vsakdanjih stvari, s katerimi se ukvarjam kot novinar, ne. Pač na momente mi je pasalo, vem pa, da zaradi tega ti ni bilo vedno lahko z menoj, no. Knjigo sicer začneš, ne, z to Wikipedijo, Ja. kjer mi izvemo zgodbo. In deluje pač tako zelo dodelan, ne, lik. Me pa zanima, koliko ti je pri tem, meni se je pač zdelo, ker jaz takšne knjige ne bi znala napisati,
Koliko ti je pri tem novinarstvo pomagalo, ne? Ker si verjetno moral narediti kar precej enega študija, preden si se lotil pisanja? Mislim, vse, kar je v tej knjigi, je neresnično, nič pa ni izmišljenega. Čisto vsi elementi, ki sestavljajo Marjana Šketa, kakorkoli so kot celota, mogoče včasih delujejo literarno, neverjetno. Za čisto vsako od stvari, ki sem jih jaz dal v knjigo, sem slišal v resničnem življenju, da so se zgodile. Od Cajhna, ki je nek nadnaraven pojav, do vseh teh afer in vseh teh podrobnosti, v katere se Šket zaplete. Ne. Od tega, ne vem, da je imel njegova firma, da ima v kuplerajih račune za poslovne partnerje odprte. Ne. To je dejansko bilo ena od največjih firm v Sloveniji, je to imela. Ne. Celo tu pri Mariboru, v Pernici baje. So se zabavali gospodje. Tako da meni je to ti impulzi, ki sem jih dobil kot novinar, so meni zbudili neko radovednost in so se z leti prepletli v neko zgodbo, ki je potem rasla v meni, dokler pač ni na nek način bruhnila iz mene. Ne. V zelo kratkem in intenzivnem obdobju med korono, v najslabšem možnem obdobju. No. Tako da. Lik, ne, to že tudi na začetku pojaviš Marjana Šketa, tako kot njegovega kronista, sta v bistvu fiktivna do neke mere. Ne. Me pa zanima to, ne, s tajkuni vse jaz zelo težko sočustvujem, pa najbrž nisem edina. In tukaj pri Šketu je bilo zelo zanimivo, ne, med branjem, ker seveda vmes, vsaj jaz sem čutila celo paleto čustev, ne, od tega, da sem ga obsojala, da sem se razjezila nanj, da sem bila razočarana. Celo za kanček, ne, se mi je zgodilo tudi, da sem mogoče sočustvovala. Kako je bil ta tvoj odnos do njega? Ne? Na koncu dneva smo vsi ljudje in vsak od nas po najboljših močeh improvizira in upa, da pri tem ne bo preveč prizadel ljudi okoli sebe. In ko to spoznaš, vidiš, da so ljudje tudi na domnevno drugem polu, na drugem življenjskem polu, ne nujno ideološkem, ampak celo na drugem življenjskem polu, ki so na vsakem križišču, na katerem si šel ti v eno smer, šli v drugo smer, da so v resnici isti ljudje z istimi strahovi, z istimi tesnobami in z isto usodo na koncu koncev kot ti sam. Tako da jaz sem Šketu od začetka sem mu pristopil z neko empatijo in z osnovnim spoštovanjem, s katerim sem ga skušal brutalno razgaliti, ta njegov blef in pokazati ravno to njegovo človečnost. Onkraj njegovega tajkunstva, onkraj njegovega bogatstva, onkraj njegovega vpliva je zelo nesiguren, paranoičen človek z svojimi demoni, z družinskimi tragedijami. In to sem želel pokazati pa zato, ker se mi zdi, da ljudje na srednjem ali pa nižjem spektru družbene lestvice večkrat gledamo te ljudi, slavne in bogate, in si mislimo v njih, joj, ne, oni pa morajo biti res srečni in izpolnjeni in zadovoljni, v resnici so pa dostikrat še večji revčki kot mi. Ne. In na nek način sem hotel pokazati ljudem, da nima smisla težiti k tem višavam, ker je cena, ki jo plačaš za to, previsoka. To je bil moj temeljni namen, ne. Ker tudi sam sem mogel upraviti s temi ambicijami svoj čas. Ne. Veš, ko si smrkavec, si seveda želiš neke slave, prepoznavnosti, bogatstva, ne. Misliš, da je ves svet tvoj, da se ti morajo vsi klanjati in potem moraš to predelati. In jaz sem predeloval na tak način in srečanje s temi tajkuni so mi fejst pomagale in temi slovenskimi kvazi zvezdami so mi zelo pomagalo pri tem. Knjiga je napisana kot neke vrste dialog med torej Marjanom Šketom in kronistom, torej človekom, ki piše njegovo biografijo. Je bila to že prvotna ideja ali si kasneje naknadno pomislil, da bi pa bil to dober dodatek? To je bila ideja Orlanda Uršiča iz Litere, mojega urednika. Jaz sem na začetku to knjigo napisal izključno kot monolog Marjana Šketa, v bistvu kot magnetogram njegovega nekega toka zavesti. In to je bilo neberljivo. Ne. To je bilo treba razbiti, to je bilo naporno. Zdaj, ne, predstavljaj si, ti si rekla, da ti ni fajn z mano, zdaj, da je nehvaležno z mano tu sedeti in da čutiš tremo. Ne. Zdaj si pa predstavljaj, da si z nekom, ki je res težek človek, ki je brezobziren človek, ki je poln samega sebe, dobro, sem tudi jaz, kaj od tega, ne?
ampak nekdo, ki je res ekstrem in z njim sediš 8 ur. Ne. In tak je bil občutek prvotno, ko si bral to knjigo. Na začetku ti je bilo fajn, si se zaletel, joj, se je odprl, mi zaupa, mi razlaga neke močne stvari. Ne vem, po 100 straneh je že bilo, da je vtihni, že, da je nehi težiti. Ne. In je Orlando to prepoznal, vse tudi ti, ki si brala, vse ti je bilo v redu na začetku, Ja, prvo ampak ti ni čisto verzijo. teklo, ne? Težko je bilo. No, hvala. berljivo, ja. Ne. In je Orlando potem prišel za to idejo, da bi to razbil z vključitvijo tega lika, tega idealističnega novinarja kot nekega kontrasta in se mi zdi, da je fajn uspelo. No. Zdaj, velikokrat ljudje vidimo knjigo in mislimo, to je bilo mogoče pač ena delovna verzija in potem je avtor knjigo oddal uredniku in sta potem mogoče v kombinaciji z popravki knjigo izpisala in dala na knjižne police. Pri tebi to ni bil čisto tak slučaj, namreč sama vem, da si večkrat poskušal, preden si dobil neko različico, v kateri si bil pripravljen vztrajati. Koliko verzij knjige si poskušal napisati, preden si našel ta glas Marjana Šketa in pozneje tudi njegovega kronista? Zadnjič sem gledal v Wordu vse te shranjene dokumente, vse te osnutke, ki sem jih kasneje opustil in mislim, da jih je bilo vsaj 50-60 različnih poskusov, preden sem jaz našel ta glas. In to je bilo res, to je bilo mučenje. Jaz sem začel pisati malo po sodnih dnevih, nekje septembra 2019. Ne. Sem začel iskati ta glas in sem se matral in potem sem začel 16. februarja 2020 sem ga našel. In točno eno leto zatem, ob isti uri, na isti dan sem jaz knjigo prijel v roke. Točno eno leto zatem. Ampak ja, je bilo zelo, zelo težko najti ta glas, ampak potem, ko sem ga našel, mi pa pravzaprav ni dal miru. Ne. Je bila pa druga skrajnost. Omenil si sodne dneve, pač bi mogoče dodala, da je to bil tvoj prvenec, ki si ga napisal skupaj s odvetnikom Petrom Čeferinom. Kako se je zdaj ta proces, mislim, zagotovo se je razlikoval v tem, da si bil tukaj sam, ampak vendarle, kako se je ta pisateljski proces tokrat razlikoval? Pritisk je bil dosti večji, ker nisem imel več tega izgovora, da delujem po predlogi nekoga drugega. In imam še zdaj, jaz sem v bistvu še zdaj noro nesiguren glede te knjige, glede Cajhna. In kar srkam potrditve, kar je grozno. Ker pač, če človek hoče rasti, mora težiti k resnici, ne pa k potrditvam. Zdaj, ključna razlika je po mojem bila v tem, da sem imel pri sodnih dnevih ves čas to odprto sodelovanje s Petrom in njegove odzive na vsako poglavje. Jaz sem njemu poslal vsako poglavje sproti in Peter je povedal, kaj je v redu, kaj ni v redu. In jaz sem dobival te potrditve. Ker ko si na začetku pisateljske poti, si še toliko bolj nesiguren, če sploh znaš pisati. In pri Petru so bile te potrditve. Pri sodnih pri Cajhnu, pri Cajhnu so bile pa ključne potrditve tvojega mnenja, ne? Da si v bistvu ti vmes, ko sem imel krize, to prebrala in mi rekla, naj vztrajam. To je bila največja razlika. In tudi okoliščine so bile neprimerno težje. Je bila korona, so imela otroka doma, otrok, mislim, hči je bila v stiski, midva smo bila v stiski, negotovo je bilo in je bil tudi ta kontekst, v katerem se je to odvijalo, je bil neprimerno težje zdaj. Veliko avtorjev, meni presenljivo avtorjev fikcije, pisateljev torej, in pisateljic reče, da so vpletli seveda del sebe v romane, ampak to mogoče ni tako zelo očitno. Torej, da se mogoče pojavljajo neke njihove stiske, čustvovanja, velikih nekih tretjih oseb, niti ne tistih glavnih. Pa me zanima, koliko sebe misliš, da si vpletel ali pa nekih tvojih osebnih družinskih zgodb v te like in če so te bolj izražene morda pri tem kronistu, torej človeku, ki piše biografijo, kot v samem Marjanu Šketu. Ja. Saj sem že na začetku povedal, da je bila to tudi neka moja psihoterapija deloma. Zdaj, jaz mislim, da je v enaki meri, da sem prisoten in v Šketu in v tem novinarju, ker Šket prihaja iz okolja, s katerega jaz prihajam, in se nadal to svojo kozjansko, to kmečko komponento ven, človeka, ki ga neke korenine še vežejo na neko zemljo.
in tudi lahko sem se sprostil v svojem narečju, ne, dosti sem dal tudi internih for iz našega lokalnega okolja, tako da to je bilo pri Šketu, pri tem novinarju, pisatelju je bila pač izražena moja ta idealistična komponenta, ki sem je tu v tem liku pripeljal včasih celo do karikature, ne. Ta pisatelj je v začetku res kot največji naivnež vleti v to zgodbo in potem brutalno doživi neko streznitev in neko katarzo, vsaj upam. Tako da jaz bi rekel, da je kar v oba lika, da sem se dal. Sicer skušal ne zatežiti bralcu za temi svojimi travmami, ker se mi ne zdi fair, da avtor neko svojo prtljago odlaga v knjige, ker svet je itak že brez tega dovolj temačen. Ampak pač kot smo rekla, ne, pišeš o stvareh, ki jih poznaš in elemente tega sem dal v oba lika. No. Si tudi pri imenih morda uporabil kakšno ime, ki ti je blizu? Ja, mislim, so kakšne take parafraze kakega znanega priimka, ampak ne, če pač hoče boljše, da ne grem v prevelike podrobnosti. Pri Marjanu Šketu pa ne, to je tako zelo arhetipska ime in priimek, za Kozjansko sta to in tu se nisem zgledoval po nikomer posebej. Znano je, da pač poleg tega, da pišeš, da si novinar, si tudi strasten bralec. Mislim, vse meni je to znano, najbrž od ljudi iz tvojih tekstov to vidijo, da imaš zelo bogat besedni zaklad. Mi je pa vedno zanimivo, ne? Zato ker jaz, če pišem, potem velikokrat berem leposlovje. Kaj ti bereš, ko si pisal knjigo? Ne? Po katerih knjigah si potem ti posegal, po kakšni literaturi? Tu smo si res različna, ja. Ker jaz, ko berem, meni tisto, kar berem, ugrabi moj glas in potem, sploh če berem nekaj dobrega, hočem to posnemati in ne vpliva v redu na moje pisanje, se zgubim. In potem, če hočem vztrajati, moram bodisi nehati brati, bodisi brati čist nekaj drugega, nek drugi žanr. Naprimer, vem, da vedno, ko se mi zategne ročna zavora pri pisanju, to je bilo že pri Sodnih dnevih, začnem brati fantazijsko književnost. Grem čist nek drug svet in berem tam o nekih bitkah in nekih pošastih in čarovnikih in to je meni super. Ne. In zdaj sem bral tega Joe Abercrombie. Se je tudi preveden v slovenščino, sem bral njegove kratke zgodbe in so mi pomagale. Ne. Je mašina ukresnila potem, ko sem dobil ta šus. Zdaj, pa dostikrat potem, ko se potapljam v to temo, v to svojo temo, s katere moraš, ne, kot Jung pravi, neko senco, s kjer vlečeš navdih, sem rabil potem tudi mehkejše knjige, tudi neko duhovnost, naprimer, ne, tudi kak New Age, kaki priročniki psihološki, to dejansko mi je pomagalo, me je sprostilo, mi je bilo super. Ampak ko si rekel, da sem jaz strasten bralec, ne, zdaj pa je vprašanje za tebe, koliko knjig si ti lani prebrala? Ja, mislim, da okrog 45, kar je v malem otroku, ne, kar veliko. Ja, zato je bilo potem tudi težko, ne, ker zdaj vidim sama, da posegam bolj po ženskih avtoricah, v to, mislim, med tem časom potem prebrati tvojo knjigo, ne, ker je bil res tak velik kontrast, ja. Mogoče me ravno zaradi tega zanima, ker nedavno sem brala Raztrgajmo nebo od Pavla Giordana. Če bi lahko kdaj, misliš, da napisal knjigo v prvi ženski osebi? Ja. Bi. Včasih je ne bi mogel, zdaj pa se mi zdi, da z leti se je razvila empatija do te mere, da bi lahko. Pa se ne nazadnje, tudi če hoče biti človek uravnotežen, mora imeti obe plati realizirane. Ne? Tudi za moškega je vredno, da je v stiku za svojo žensko nežno platjo. In meni se zdi, da ob tebi nekako, ne, sem se tudi za to odprl in bi zdaj lahko napisal ženski osebi, zakaj ne? Zdaj, to je tvoja druga knjiga, ki je seveda drugačna od prve, ker prva je bila kriminalka. Misliš, da bi, ker zagotovo bo še naprej pisal, imel neko tako rdečo nit, pa se držal nekega žanra, ali bi preizkušal se v različnih žanrih in si tu res puščal zelo, zelo odprto pot? Ne bom. Nočem se ujeti v en žanr, ni šans, ker se mi zdi, da potem postaneš Metallica, ne.
Razumeš? Začneš kot na začetku svoje poti zastaviš zelo ozek okvir v tem žanru, daš si mogoče, oni so si dali ime Metallica, ne, valjda ne bojo zdaj delali countryja ali pa bluza. Čeprav so stari gospodje, ki bi radi mogoče to delali, ne, niso več polni tega angsta, te jeze, ni jim več zažgat, ne. Oni bi zdaj delali kako mirno muziko, pa je ne morajo, ker so se ujeli v ta svoj žanr. In meni se zdi pač, da jaz ne vem, vsakomu svoje, ampak jaz se ne želim ujeti v noben žanr. Se mi zdi, da eno zgodbo se pač izpove s tem jezikom in v tem žanru, drugo zgodbo se pove na tak način, ne. Zdaj, kam bo to spada, s tem se naj pa drugi obremenjujejo in umeščajo, ne. Meni se pač zdi, da avtor mora iti ponižno do zgodbe in v bistvu pustiti, da se zgodba izpove skozi njega, na nek način jo skanaliziraš, ne. Zdaj, kjer predal pa potem to drugi vržejo in v kateri del kolektivne zavesti to ljudje umestijo, to pa ni moje, ne. Razlikujeva se še v eni stvari. Jaz sem pač dolgo časa, ker tudi imam sama kar nekaj rokopisov v predalih, mislila, da mora pač avtor med pisanjem in samim procesom precej trpeti, da je to eno tako garaško delo. Ti tega nimaš, ne? Ti si imel zelo ta pristop, da je treba uživati, pisati z radostjo, ampak vseeno knjiga je precej obsežna, definitivno ni to lahkotna tematika. Bi zdaj po tem procesu lahko rekel, da je bilo pa vendarle tudi kaj takega, kar je bilo težko, naporno in kaj je bilo tisto, kar je bilo najtežje zate? Mislim, lepota tega procesa je v tem, da slediš svojim sanjam. Jaz si pač želim pisati, ne? In zato je meni, čutim se izpolnjenega, ko pišem. Ampak je pa seveda cena tega izpolnjenja. In kot sem rekel, se pač moram poglabljati v neke svoje globine, moram sočustvovati, tudi trpeti s temi liki. To je, kar se dogaja v mojem notranjem svetu, ne. Potem je pa tudi v zunanjem svetu, da se moram včasih izolirati od tebe in od otroka. In mi je grozno, na primer, prav grozno mi je, ko si vzamem čas, da pišem, pa greš tisto malo v park, pa sije sonce, pa bi jaz rad šel z vama. Mene to, ne. Ali pa ko pišem, pa slišim, ko se vedve igrate, pa se smejete. In bi rad bil zraven, ne. In to so te žrtve, ne samo moje, tudi vajine, ki niso fajn, ne. In imam krivo vest včasih zaradi tega. In to je pa ta druga plat, ne. Ampak saj pravim, zdaj, če hočeš ti nekam priti, če hočeš doseči nekaj in se izpolniti, pač je tudi neka cena, ki jo moraš plačati. Jaz samo upam, da ni ta cena previsoka. Jaz sem jo pripravljen plačati, ne, in hvaležen sem tudi tebi, da zaenkrat toleriraš to, da si jo tudi ti in da me podpiraš, no. Hvala. Ja. Kaj pa vloga bralca, ne? Zdaj, vendarle knjiga je namenjena bralcem. Si se ukvarjal s tem, v kateri točki, v smislu, da si razmišljal, kaj želim jaz to zgodbo podariti bralcu? Ja, ravno to, da ljudje ne bodo želeli biti Marjan Šket. Da bodo ljudje rekli, da je človek sposoben videti tudi to, da kjer je čisto v redu. Da smo tam, kjer moramo biti, delamo to, kar moramo delati, in to, kar bomo, to ne pomeni, da ne napreduješ v življenju, ne. Ampak da si pač, da napreduješ brez nekega samoobtoževanja, brez neke zavesti, da karkoli zamujaš. Predvsem to, da ljudje nimajo te misli, da zamujajo karkoli, če niso v njegovi poziciji. To je bilo moje ključno sporočilo, no. Kako močno pa se je zasidrala ta zgodba v tebi, torej zgodba Marjana Šketa? Se je kdaj tudi v tem smislu, da si ponoči kar sanjal? Nisem sanjal, dogajalo pa se mi je, da ko sem spal, pa me je potem hči zbudila, ko je bilo treba pač mleko dati ali karkoli, da potem nisem mogel nazaj zaspati in sem v glavi vrtel film iz knjige in dialoge in da so nekako me vse te podobe in ti vtisi so me napadli kot neki mrhovinarji, ne, so se spustili na mene po noči in so me kljuvali. Ampak je bilo super, ker potem zjutraj, ne, sem se cel s podočnjaki do popka,
privlekel do računalnika in včasih začel kar pisati neke predloge, se je odvijal ta proces. Ne. Zdaj, časa za pisanje nisi imel neomejeno, že tudi zaradi službe. Ne? V končni fazi ne moreš si privoščiti tega privilegija, da bi zjutraj vstal in bi kot en maraton odtekel torej, v pisateljskem smislu. Zato me zanima ta del, ne? Kako težko je potem sesti takoj iz enega članka za knjigo in začeti zgodbo Marjana Šketa in kolikokrat se ti je pravzaprav zgodilo, da res nisi našel spet njegovega glasu? Ja, vse veš, da nisem multitasker, da res nisem dober v teh klikih in pač kar delam 100%. Ja. In se temu posvetim. In ko delam novinarsko, tisti dan v bistvu ne morem pisati. Ne morem tega klika narediti, ker vem, da rabim vso koncentracijo za to, da je nek članek, da stoji, da je v redu napisan, da vsi fakti držijo in ne morem mešati teh glasov. To sta dva čisto različna svetova, različni deli možganov po mojem delajo. Novinarsko pisanje je izrazito razumsko, to je pa čustven proces, ta kreacija, to je čustvena kreacija. Tako da nisem sposoben tega združevati, da bi zdaj oddal tekst za Mladino, pa potem tako šel Šketa pisati ali neko pesem ali karkoli, ne? Ni šans. Knjigo si potem tudi prebral, ko si jo dobil. Kakšen je bil pa ta občutek, ne? Ker zdaj zadeve ne moreš več popraviti. Je bilo to težko zate ali je bilo olajšanje, si bil zadovoljen? Ja, najprej, ko sem jo prijel v roke, sem bil zadovoljen, ker je zelo lepo oblikovana. To mi je bilo všeč. Potem, ko sem jo pobral, na začetku mi je bilo super, je fajn steklo in sem bil prav presenečen. Je bil tisto občutek, wow, kdo je pa napisal to, ne? Tak, v redu knjiga, ne? Fajn knjiga je, me je kar zanimalo. No, potem nekje na polovici, ker jaz sem to v šusu prebral, zelo na hitro, ne? V enem dnevu, v dobrem dnevu, ne? In sem bil pa res utrujen, ker tisti dan pa sem delal. Veliko dela sem imel v službi in sem bil res že izžet, ko sem se lotil tega branja in na polovici sem bil grozno utrujen in sem si rekel, da sem imel ta občutek, da je pa res slaba. Da bom bralcem zatežil in da ne bo nihče tega prebral in naenkrat so me preplavili ti dvomi, vse veš, prišel sem iz sobe, ti si dal v kuhinji ali v dnevni sobi in sem ti rekel, jaz ne vem, nisem prepričan. Mislim, da sem celo na neki točki rekel, da si želim, da je ne bi napisal. Ja. Ja. Potem so pa pač začeli prihajati neki prvi odzivi, ki so bili zelo pozitivni. Jaz sem se tudi malo umiril, knjiga se je nekako usedla, te usedline so se polegle in se mi je zazdelo, da je v redu. Da je v redu in da tudi glede na okoliščine pa sploh ne bi mogel niti boljše napisati. In se mi zdi, da je pomemben korak na tej moji poti do pisatelja. Ti si rekla, pisatelj, daleč od tega, ampak je pa korak na tej poti do pisatelja in zaradi tega mi je super. Glede na to, da se knjiga bere kot biografija lahko, me zanima, če bi te zanimalo pisanje biografij. Bi me, ampak ne bi me zanimalo pisanje teh nekih kvazi person, ki se jemljajo preveč resno. Kot so rekli, Pankrti lepi in prazni, jaz te praznine ne bi polnil in potrjeval. Meni se zdi, da je nadaljeval, če bi pisal biografijo, bi nadaljeval v bistvu s tem, kar sem začrtal pri Šketu in ne bi glorificiral teh ljudi na vrhu družbene piramide mogoče, ker itak oni imajo dostop do javne pozornosti, do medijev, lahko si naročijo biografijo kadarkoli, pri komerkoli, lahko si izklešajo po svoji podobi spomenike, ki bodo stali za vso večnost. In zakaj bi jaz potem to delal? Ne? Mene dosti bolj zanimajo zgodbe malih ljudi. Veš, ko smo živela na Kočevarjevi, ko je gospa Marija, se spomniš nje? To je bila ena stara gospa, ki je vsak dan, ona je bila strašno boga, kom je hodila. Boga, revna,
ampak ona se je vsak dan s sončnim vzhodom se je vstala in je šla čistiti okrog bloka. In vsi so se delali norce iz nje, si zmešana, ne vem kaj, noben je resno imel, ampak ona je imela svojo logiko, ona je na ta način, imela taka lepa simbolna gesta, ona se bori proti svinjariji sveta na svoj mali način in umika te smetke, prazni koše, čisti vsak listek in prahec je pometla. Veš, in mene je zanimalo, zakaj. Kdo je ona, zakaj to dela, kakšna je njena zgodba. In sem se pogovarjal z njo in mi je bila pretresljiva zgodba, ki mi je zaupala. Se mi zdi, da dosti krat so take zgodbe preslišane, pa so dosti bolj vredne, da se jih izpove. In meni se zdi, da vrednost človeka se ne meri po tem, kako visoko je segel v svojem življenju, ampak iz kakšnega dna se je stegnil. In da je to prava inspiracija. In o tem, če bi pisal takšno biografijo. Ravno si omenil gospo Marijo, njej si tudi napisal 2 kolumni. Kolumne pišeš vsak teden, kar se meni zdi precej zahtevno, glede na to, da imaš še precej drugega dela. Si opazil, da je bilo mogoče težje ali pa lažje pisati kolumne v času, ko si pisal tudi knjigo? Dosti lažje, ker sem bil v tem pisateljskem procesu, možgani so delali, mehanizem je bil dobro naoljen, utečen in so besede kar same prihajale, tako da je bilo dosti lažje. Tudi imel sem na zalogi že pripravljenih par literarnih klišejev, ki niso bili uvrščeni v knjigo in sem jih lahko tudi po potrebi dal na primer v kolumno. Kolumno je bilo v tem pogledu lažje pisati, ker kolumna je tudi proces, ki prihaja iz čustev, temelji na čustvih. Tako da tu te 2 ravni sta se ujeli. No. Ta aspekt dela pa je bil nekako usklajen z literarnim vidikom. V knjigi je kar precej kozjanskega narečja. Za tebi je razumljivo, ne? Ja. Me pa zanima, če si tukaj vendarle pazil, da bo tudi bralcem razumljiv. Ja, ne vem, tebi je bilo, ko si ti brala, ti si razumela? Ja, zato ker sem vajena tebe, ne? Zdaj bi bilo zanimivo videti oziroma slišati, kako bi bralci z drugih koncev Pa ne govorim doma po kozjansko. Ne, nikakor. Se zelo nazaj držim, tako da ne vem, če si me vajena. Mislim, ne vem, vse to je v bistvu, jaz tebe sprašujem, če je bilo tebi težko razumeti to. Določene dele, ja. Zato je bilo dobro, da je bilo v Poševnem, da vseeno je bil ta odmik. Mislim, na začetku sem te dele, ki so v narečju, napisal še dosti bolj zakomplicirano, zato je bilo tebi tudi težje brati, potem sem jih spremenil, ker sem jaz to zelo fonetično napisal in je bilo ogromno nekih umlautov in ujev in ajev nametanih tam. In potem, ko si me, ne vem, če si me prav ti opozorila, ampak mislim, da ko sem potem končno verzijo obral, da mi je nekako kliknilo, da je malo poenostaviti, da ne bo zvenela ta kozjanščina kot neka zulujščina, ne? Da bo ljudje vse malo razumeli. Tako da jaz upam, da je uspelo. Mislim pa, da bralec vsaj iz konteksta zagotovo potem izlušči, no? Kaj je pesnik htio da kaže. Zanimivo je, da naslov knjige ni bil že od začetka, pravzaprav je čisto na koncu nastal, ne? Ja. Kako si ga pol vendarle, ker tega se prav ne spomnim, vem, da si se blazno mučil s tem, kako bi knjigo naslovil, ampak potem si pa končno našel in to še tisto eno besedo. Ja, na začetku sem se obremenjeval z naslovom, ker je fajn imeti neko frazo, nek okvir, v katerega tlačiš, nekaj, kar te vodi. Potem sem vmes obupal in sem si rekel, ti samo piši in v knjigi nekje se skriva naslov. Je neka beseda, je nek stavek, ko boš bral, te bo poklicala. In vem, da je bil, delovni naslov je bil, točno se spomnim, delovni naslov je bil včasih takole, včasih po ure sedim in samo gledam ogenj. To je bil naslov. Včasih ure sedim in samo gledam v ogenj. Mislim, da je to bil delovni naslov. Potem je VD urednice rekla, da je to predolg naslov in sem, in sem potem iskal pač krajšo verzijo in s tem cajtnom se je nekako vse zložilo v zadnjem trenutku. In ko se je meni to posvetilo, to bilo pred pisanjem zadnjega poglavja in takrat se je tudi to zadnje poglavje zložilo.
Vse je okrog te besede, kot sem upal, okrog tega cajhna se je zgostilo, vse niti so se povezale v tem in obenem je pa tudi fajn, ker je to neka kozjanska specifična beseda, ki jo pa obenem večina pokrajin v Sloveniji tudi pozna, imajo nek svoj izraz, poznajo ta koncept cajhna, tako da je potem zelo rezoniralo, ne. Se mi je zdelo, ko sem našel to besedo, je pa bilo, aha, to je to, ne, to je to. Se je žarnica prižgala. Verjetno se je žarnica pri Marjanu Šketu že zelo hitro prižgala, nekakšna bo ta zgodba, ampak tudi zato, ker imamo ta opis Wikipedije, ampak ta opis ne zajema zdaj nekih njegovih življenjskih, zasebnih zgodb. Me zanima, če si imel res zelo izdelano že preden si začel pisati, ali si vendarle pustil, tako kot nekateri pisatelji, da te lik vodi? Ja, ta zgodba iz Wikipedije je bila okvir. Nekako je zamejila celo dogajanje in znotraj tega sem pa jaz bil svoboden. In Wikipedija je na začetku ravno zato, da lahko bralec se lažje orientira med temi njegovimi poslovnimi eskapadami in temi specifikami, ki jih je včasih težko razumeti in povezati. In je to pač tudi bralcu sem hotel na začetku takoj dati ta okvir. Znotraj tega okvirja so se pa stvari zlagale potem in tu sem uporabljal neke zgodbe iz naše družine, iz naše družinske mitologije. Na koncu se je pa, šele na koncu oziroma sproti se je pa zlagal ta najpomembnejši odnos in to je odnos za njegovo hčerjo. Za mene je to ključni odnos v knjigi. In ta odnos raste čisto iz nekih brezveznih začetkov, iz neke bežne omembe, se mi zdi, da raste v neko strugo, po kateri potem vsa pripoved steče in se potem tudi vsi ti drugi tokovi v njo zlijajo. Tako da to je bilo ključno, ko je mene začel klicati ta odnos z njegovo hčerjo in ko sem začel okrog njega strukturirati neke stvari. Tako da ja, absolutno sem se sproti prilagajal situaciji in likom tudi. Zdaj, to mi je zanimivo, koliko je tukaj mogoče te tudi podzavestno, ne vem, ali pa tudi tvoje, ali pa načrtno vodilo tvoje zasebno življenje, ker pač ponovadi pravijo, da je ta odnos oče-sin in tudi seveda je v tej knjigi, to sploh ni dvoma, je pomemben, ampak zdaj si omenil, da je pa bistven tudi ta odnos. Koliko je mogoče tudi bil tu tvoj odnos s tvojo hčerko? Ja, mogoče na nek način sem jaz potem v tej knjigi ubesedil odnos oče-hči, kakršnega si jaz nikdar ne želim za moj odnos z mojo hčerjo. Da sem sam sebi izrekel neko svarilo, kaj se zgodi, če pozabiš na stvari, ki so ti pomembne, kaj se zgodi, če daš prednost tem iluzijam pred odnosom, pred urejenim odnosom, pred nekim psihološkim ravnovesjem, kaj se zgodi, če zdrsneš. In kakšne so tudi posledice, ne samo za tebe, ker na koncu ima vsak pravico, da zafrčka svoje življenje, ampak kakšne so posledice na ljudi okoli tebe. Ja, in zdaj mislim, da sem o tem pisal, ja. Kaj si jaz ne bi želel za svoj odnos z svojo hčerjo. Kar je menda te malo presenetilo, če se zdaj dotakneva odzivov bralcev, je, da se kar nekaj ljudi ob knjigi blazno krohota in zabava. In seveda, ja, knjiga ima veliko teh nekih hudomušnih, iskrivih, duhovitih momentov. Pa me zanima, kako si se ti počutil, se ti je zdelo, da so ljudje mogoče malce narobe zgodbo interpretirali, čeprav je to nehvaležen izraz, pač so jo po svoje, ampak kako se je tebi to zdelo? Moj občutek je bil, da bralci, ki so mi to govorili, da niso doumeli poante knjige in da pravzaprav niso prebrali knjige do konca. In zdaj bom kar povedal, prvi bralec, ki sem mu dal brati, je bil v.d. tasta Ive Klorenčič, ki je po enih 70 straneh v knjigi prišel do mene in ves nasmejan in mi razlagal, kako je to dobro in šaljivo, kot nek vojak Švejk, kot neke hudomušne prigode. In ga jaz gledam in ga vprašam, ja, pa ste prebrali vi do konca? Ja, sem, zelo fajn napisano, zelo smešno. In
Moja poanta ni bila, da bi bilo smešno. Ja. Nisem pisal humoreske, daleč od tega. Ne. Hvala Bogu, da je ta humorni vidik, če mi je uspelo, absolutno sem se trudil dati neko to ljudsko hudomušnost, ne, značilno za kmečkega človeka, to kmečko pamet. To fajn, če to komu potegne in če rezonira s kom. Ampak se mi zdi pa, kot si sama tudi rekla, da je tu tudi dosti nekega drugega kontrasta, neke teme. In se mi zdi, da zahteven bralec mora biti pripravljen tudi na to, da gre skozi neko temo, da pride potem do epiloga. Tako da ni mi najbolj prijetno, ko mi kdo reče, da je zaznal samo to dimenzijo. Ne. Bi si želel, da bi zaobjel ves spekter, ampak to je moja odgovornost, če jaz kot pisec knjige nisem znal tega bralcu prenesti. Ne. Kot si rekla, bralec ima vedno pravico do svoje interpretacije. Jaz imam pravico do svojega občutka. Zdaj, zgodba je meni tudi, se zdi, kot filmsko napisana, ne, tako je napeto dogajanje in zdaj tudi zelo je priljubljeno snemanje sploh nadaljevank po knjigah. Pa me zanima, ne, če si predstavljaš, ker jaz sem si kar malo v živo predstavljala predstavo tega Šketa v tistem svojem kabinetu. Kdo bi ga lahko igral? Joj, mislim, meni se zdi, da bi bilo zelo, zelo težko to prenesti na ekran. Ker že dve naraciji, že v dveh obdobjih različnih se giblješ. Ne. Najprej imaš tega novinarja in pisatelja, ki se pogovarjata o sedanjosti, potem so pa te refleksije v preteklost. Zdaj to dati v nek scenarij bi bilo, vse bi se dalo, ne, ampak bi mogla biti res zelo epska zgodba in produkcija, verjetno na nek način slovenski Državljan Kane. Ja. Tako da nimam niti približno neke iluzije, da bi se to lahko zgodilo. Mislim pa, če bi si zamislil, kdo bi lahko igral Marjana Šketa, da bi bil Vlado Novak, bi bil super. On bi bil ta pravi. Bi tudi kozjansko narečje verjetno zelo Bi ga naučil. Bi jaz Vladota Novaka bi si vzel čas in bi potem šla na kako pijačo in po parih špricerjih bi zelo lepo oba kozjansko govorila, absolutno. Sem prepričan. Zdaj, omenil si že, da je bilo pisanje kar zahteven proces, zagotovo. Kako pa si se počutil, ko si knjigo končno oddal in seveda zdaj pa to zadnja verzija? Je bilo to olajšanje ali je nastopil občutek praznine in mogoče celo neke žalosti, ker se moraš pa zdaj od Marjana Šketa posloviti? Nič od tega. Popolna otopelost. Jaz sem bil tako skurjen, lovil sem rok, oddal sem konec decembra, januarja. Tak nekje, ja. Na vrhuncu, pred Božičem, na vrhuncu te koronske groze. In jaz sem si samo želel še končati. In jaz niti nisem vedel, kaj sem dal od sebe. Vedel sem samo, da ne morem več napisati, da boljše ne morem napisati. Vedel sem, da sem zaključil. Ta občutek miru sem imel, ampak sploh nisem ničesar drugega, nobene katarze, ničesar, samo tisto, eno obveznost sem odpikal, ne, zdaj se lahko malo spočijem, potem pa naprej. In potem za menoj je prihajalo, oziroma mogoče šele zdaj prihaja, ko pač prihajajo prvi odzivi bralcev in bralk na to knjigo, ne, me počasi pripravlja ta občutek, da sem dejansko napisal knjigo. In je lep občutek. Ja, tako da je bilo vredno, ne? Mislim, je bilo, ja. Je bilo. Vse sama veš. Rekel si naprej, da verjetnost, mislim, jaz že sama vem, da seveda razmišljaš o pisanju druge knjige, ampak kaj si se zdaj ravno na podlagi te izkušnje naučil? In zdaj mogoče si bolj pazljiv, preden se lotevaš ali pa če se že lotevaš pisanja naslednje knjige? Naučil sem se, da si je potrebno zagotoviti prostor in čas za kvalitetno pisanje, brez da bi to šlo na škodo kogarkoli drugega. Se pravi, da ne pišem na silo v okoliščinah, ki so težke, ki niso naklonjene kreativnosti. Ne, razumeš, če se midva ukvarjamo z otrokom, s položnicami, če so neke družinske drame, pač se mora pisanje temu umakniti. Se pravi, naučil sem se temu, da mora kontekst biti ta prav,
da ne smem forsirati, da ne smem nekih rokov loviti, da želim pisati iz občutka, kot si ti sama rekla, neke izpolnitve, zadovoljstva, da mora biti to v osnovi lep proces, ne pa iz neke nuje. In predvsem tudi, da je to zelo timsko delo, ja. In potrebujem, jaz sem tak tip, da potrebujem ogromno supervizije, ogromno suporta, tudi kritike, absolutno, ne. Kritiko z veseljem sprejemam, zelo sem vesel, če je iskrena, spoštljiva, argumentirana, jo pozdravljam in jo potrebujem. Tako da to, no, čas, prostor in nekako ves ta support, da na koncu pride optimalen izdelek. Zdaj mogoče glede na to, da imaš pač v načrtu naslednjo knjigo, me zanima, ali bo ta, ne bom te točno vprašala, kaj bo, ker verjetno tega niti nočeš razkriti, ampak ali bo velik kontrast od tega, kar si doslej pisal, bo tudi to zelo taka bolj, mislim, to je nehvaležno, če moška literatura, ampak če bo spet osrednji lik moški, če bo to mogoče bolj spet zgodba, ki bo malce kriminalno ali pa tudi politično obarvana. Mislim, jaz sem zdaj s to knjigo, s Zeichnom, vsaj za nekaj časa izživel nek del svoje osebnosti. Zdaj bi rad raziskal drug del svoje osebnosti. Zopet je tu nevarnost, da če bi nadaljeval v tem stilu, bi se ujel v nek žanr, kot se neko tega ne želim. Tako da ja, želel bi raziskati, kaj je onkraj okvira, izpovedati neko novo zgodbo, pisati z drugačnim motivom, zopet nekaj drugega dati bralcu. Tako da jaz mislim, da ta knjiga, ki je res na ravni ideje in prebiranja nekega materiala, nekih raziskav, ki so mi veselje, ker me zelo zanima zadeva, da bo to čisto druga zadeva potem. Kateri del ustvarjalnega procesa te najbolj izpolnjuje ali pa navdihuje? Torej, raziskovanje, že samo pisanje ali potem urejanje, ki je za marsikoga nočna mora? Najbolj me izpolni to, da lahko jaz v fikciji izživim, življenje, ki ga drugače ne živim. Da lahko grem tja, kamor drugače ne morem iti, da se lahko postavim v vloge, ki jih drugače ne morem igrati, da se lahko igram z različnimi identitetami, se vživljam v njih in opravljam ta notranja potovanja. To je to, ne. Najbolj fajn je pa seveda, ko pripnem Wordov dokument v mail in stisnem pošlji, ne. To je pa najboljši del. No, potem je pa zelo fajn tudi, ko pride honorar na tekoči račun. Tisto je pa tudi posebne vrste zadovoljstvo. Zelo praktično. Praktično, ja. Ker si bralec in ker vem, katere knjige so se te zelo dotaknile v življenju, ampak vendar nisem te pa nikoli vprašala, pa me zanima, za katero knjigo drugega, tujega ali slovenskega avtorja bi si pa želel, da bi jo ti napisal? Midva bi mogla biti zaveznika, zdaj me pa tu šraufaš. Zdaj si me ujela, ne. Okej, bom odgovoril. Zelo fajn mi je bila v zadnjem času knjiga Svoboda od Jonathana Franzena. Se mi zdi, da je super povzel te družinske dinamike v sodobnem času, te tesnobe, ki jih imamo, ves ta spekter čustev. Tako da to je ena taka knjiga, za katero vem, da je nisem sposoben napisati, bi pa bil vesel, zelo vesel, če bi lahko kdaj napisal kaj podobnega. Katera je še ja, mislim, ljubo bi mi bilo, če bi lahko napisal tudi kakšno tako preprosto, srčno knjigo, ki se dotakne ljudi. Ali pa celo strip, ne, nazadnje smo. Veš, ta strip Odraslost je mit, pri Primosu je šel, ne. Meni je super nekaj takega, na tak šaljiv način, srčen način, da nekaj poveš.
Pa tudi nekaj, kar znaš, to moram povedati, mislim, da marsikdo to ne ve. Tudi jaz sem zelo pozno in čisto slučajno, ko si risal nekaj za najino hčerko, sem odkrila, da v bistvu imaš blazen talent in da si to menda tudi želel, ne, ustvarjati stripe. Ja. Ko sem bil še pač na tem razpotju, sem se skoraj da odločil, da bi šel. Mislim, sem se poigral z mislijo, da bi šel študirati v Zagreb. Pač strip. Ja. Potem sem pa ugotovil, da so moji možgani, da so seveda čudni, ne, ker so moji, in da nimam globinskega vida. In zato jaz pravzaprav ne morem narisati nekih perspektiv in dimenzij in globine, ampak lahko pišem samo 2 dimenziji iz ploskve. In tu so se končale te sanjarije. Tako da za najno tam malo jaz lahko narišem kakšnega pajacka ali pa volka ali pa ne vem, njo, ne. Kot nek smešen lik, kaj več od tega pa ne. Ker sva se prej dotaknila drugih knjig, sva si še v eni stvari zelo različna, pa se jaz zdaj malo učim tukaj od tebe. Jaz vsako knjigo, če je še kako zelo naporna, dolga, jo bom prebrala. Ti si zelo drugačen, ti si tudi brate Karamazove, mene je kar srce bolelo odložil, pa razumem in spoštujem, ampak zdaj, ko si pa sam avtor, me pa vendarle zanima, če bi bilo tebi hudo, če bi kdo odložil tvojo knjigo, ali pa do tega imaš popolnoma, si indiferenten. Zdaj si me svet ujela, ne? Mislim, seveda mi ne bi bilo fajn, kot sem prej rekel, bi si želel, da bralec pride čez ta punkelj, čez ta klanec, ki mu ga nastavim v knjigi in potem zdrvi dol. Ja, in mi ni fajn, če ljudje rečejo, da niso prebrali moje knjige, ker jim je zatežila. Ampak kot sem rekel, spoštujem to in imajo pravico do tega. Zdaj, izvala si me z brati Karamazovimi. Lej, ta knjiga je super, ampak pač ni bil pravi trenutek. Ja. In jaz vidim, zakaj je ta knjiga mojstersko napisana, ampak potem pač zaide Dostojevski v svoj esej o stanju Rusije in družbe in odnosih kmetje, plemstvo, ne vem kaj, ne, in v tistem trenutku tega pač nisem potreboval. Ne. In to zdaj popravljaš, ker... Ja, gotovo, se zdaj berem. Ravno sem želela reči, Ano Karenino, in sem hodila reči, je to zdaj tudi vplivalo, ko si sam avtor, ker si tudi knjigo že skoraj odložil, pa si se lepo vrnil k njej, ne, ker seveda knjiga je, jaz jo nisem brala, priznam, fantastično menda napisana in si se zdaj tudi vrnil zato, ker imaš neko drugačen odnos do knjig. Vidiš, zdaj se pa ne bom delal finega, pa bom po resnici povedal. Ne. Prebral bom zato, da bom lahko rekel, da sem prebral Ano Karenino. In, zelo dober odgovor. Lej, je to nek legitimen motiv in sem si zadal za cilj, da preberem vseh 100 knjig iz kanona zahodne literature in to bom naredil. Super. In absolutno mi ta knjiga veliko daje. Ne? Ja. Ampak ravno zdaj vmes je bil en odlomek, kjer Levin razlaga nekomu, se prepira s svojim tesarjem, kako je treba stopnice narediti. Ne? Mene ne zanima, kako se delajo stopnice, mene zanima Ana Karenina. Ne? Razumem. Ampak vidim, zakaj je knjiga genialna, zakaj je v redu, da je not ta del o stopnicah, o volitvah nekih gubernijskih načelnikov. Zakaj je to not? Ker res začutiš te ljudi. Res je v redu, jih začutim, vidim jih pred seboj, vem, kako dihajo, kako razmišljajo in je absolutno nekaj genialnega v tem. In je treba spoštovati avtorja, ki si vzame čas za vse te podrobnosti. Ne? Da ne gre kot fijakarski konj po tisti začrtani poti, ampak vidi tam neko marjetico in gre malo marjetice trgati in ti z njim. Ne? In potem te vrne nazaj na to pot z šopkom marjetic v rokah. In je lažja pot. Ne? Tako da vidim, spoštujem zdaj te klasike kot nekdo, ki ima samo aspiracije pisateljske. Absolutno spoštujem te klasike, ker vidim, koliko napora, koliko koncentracije, koliko znanja, koliko poznavanja družbe je tu notri. Ne?
meni to ni vedno najlažje brati, zaradi mojega poklica, ker sem že vpet v to našo realnost, v vse te družbene patologije in moram že o njih razmišljati in potem ne pa še vedno najbolj kot v literaturi, tudi na to naletim, ampak znam pa ceniti in prepoznavam mojstrstvo. Odlično. Na tem mestu se ti zahvaljujem, zato da si preživel tudi ta bolj zate zahtevna vprašanja in da si bil iskren, tako kot si tudi sicer. Bi želel morda še na koncu kaj dodati? Kaj bo za kosilo? To bom izdala to se bomo zdaj pogovorili. Najlepša hvala. Ne, nekaj bi dodal. Aha, prosim. Če ti je bilo zelo čudno, če si se sprostila, mene zanima tvoje mnenje tudi. Ja, mogoče pač na koncu lahko povem, da je bilo kar danes težko voditi ta pogovor, čeprav imam že kar precej izkušenj, ampak je vseeno drugače, če vodiš, pogovore z avtorji, ki jih ne poznaš in s katerimi ne živiš. Tako da je bila to ena taka zanimiva izkušnja. Tako. In hvala knjižnici za to izkušnjo. Najlepša hvala in tudi vsem tistim, ki si boste posnetek ogledali.